uporabljal še vedno francoske franke, ki niso to pravi francoski franki, ampak so pacifiški franki, tako kot v Afriki uporabljajo afriške franke, še iz francoskih časov, ki imajo tako vrednost, kot so jo nekoč imeli. Ne? Francozi že zdavnaj seveda uporabljajo evre, zdaj pa ravno kar razmišljajo o tem, da bi še oni uvedli evro, pa njihove politične partije ves čas pomalem razmišljajo o tem, da bi se ločili od Francije, vsi ostali jim pa govorijo, ne bodite bedasti, ker Francija investira toliko denarja, da verjetno ne moreš, ampak še vedno imaš kakšne lokalne lorde, ki pravijo, ja, samostojnost, čeprav se imajo super, ne. Cene so dvakrat više kot pri nas povprečno, karkoli gledaš, da boš jedel pod 20 evrov, lahko kar pozabiš, ne. Pod 20, čakaj. Skratka, več kot pa dvakrat to, kot pri nas, zdaj ti pa ne vem zdaj cifre povedati. Hoteli so redko kje pod 20 evrov. No? Se pravi, recimo na Bora Bori, ki je najdražja, tam smo dobili pograde, take v nadstropih, in je za vsakega prišlo 20 evrov. Drugje je pa tam okrog 15 recimo. No? Hrana pa kar tako, kar draga. No, še najcenejše so tiste bagete, ki imajo dvakrat večje, kot jih imamo mi. Stanejo presenetljivo malo, pol evra mogoče, ali pa kaj takega. Kaj pa okus in vsega nasplošno hrana, kulinarika? Čim je skuhano, je kar drago. No? Imajo, se ne vem, če bo danes to videli, ampak imajo ene take rulot. Rulot je pa v bistvu kombi, ki se mu ena stena odpre in imaš pol misce okrog in ponovadi jih pripeljejo zvečer, pa odprejo in tam se da malce najšest, še vedno pa kar, tako kot pri nas v gostilni najmanj. Recimo, ampak kaj je dober? Ja, no, dober. Vse, od pice do česarkoli, zelo premožni ljudje, vsi imajo take Nobel pick-upe, tiste za 40 jurjev. Pa štopat se da super, to smo potem ugotovili, ne še ta prvi dan. Tako da splošno, ne vem, fajn. Ja, jaz hočem to malo videti. A ne, v glas se bomo šli zdaj. A ne bojo to prvega dela pogledala? Pa dajva pogledati prvi del, no. Kukor bojo režije se odločili. Rekla, a ne. Evo ga. No, zdaj letimo. Tole tukaj je še evropski del, ker je treba najprej prileteti do Pariza. Iz Pariza seveda so najcenejši poleti, ker je to pač francoski teritorij. Še celo spustili so me v kabino, da lahko še tam posnamem, kako izgleda, če kdo še ni videl, ker pestro. Če bi imel še malo bolj širokokoten objektiv, bi bilo še bolje. Tole je prvi razred. Je pa stvar taka, čakaj, zdaj tole bomo prosili režijo, če nam da lahko majčken zvoka, ali pa tudi gledalcem, da vidijo, a se ne bo dal, no, pa kdaj drugič. Tole je dobrodošlica na letališču. Tisto letališče se pa imenuje, poskus pogruntati, kako se to izgovori, FAAA. FAA? Jaz najprej mislil, da je mogoče FAA ali kaj takega, ali pa FAA, pa ni, kar enostavno FA. Tisti A je malo daljši, ampak to je vse. So pa 3 A-ji, tako da časa te takega druge ne vidiš, kaj prav dost. Tole je pač dobrodošlica na letališču. Glavno mesto se imenuje Papeete. Tole je pa še ena glasba, upam, da gledalci to slišijo, mi dva pač ne. In, no, če slišijo, dajva utihniti za par sekund. In pa tole drugačkar takole obulci, lepo domačini špilajo, tele 3 so prodajale na spominke, pa mim grede še malo zasvirajo lepo na ukulele, tako da... Kaj misliš, kaj je tole? Oziroma, verjetno veš, da je jahta, težko boš pa pogruntal čigava. Avramovič, če si kdaj slišal zdaj. Ja? Žakar ima kot eno igračo tamle helikopter, pa 2 jahti. Ena je jadralna jahta, druga je pa pač motorna, ki sta 12 metrskih sicer, ampak sta samo okraska gor na tisti jahti. Ima pa Žakar 5 takih jaht na raznih koncih sveta. Z lahkoto. Ja, sam zoprno je, ker ne more vseh 5 naenkrat živeti, ne, da kaj hočeš. No, tiste leprele so bili vojaki. V zelo kratkih hlačkah? Ja, včasih je bilo tudi pri nas to modern, tam zgleda še ni prišlo iz mode. Poleg tega bo pa prej še kakšno rekla na temo transseksualnosti, ki je pri nas še vedno na pol tabu, tam pa že par 100 let ne. Oziroma, ne vem, če je sploh kdaj je bila, no. Da če boš natančno gledal, boš videl, da nekatere v teh dam niso dame, pa se nobeden kaj ne vznemirja zaradi tega in se jim zdi to čisto normalno. Kako je to procentualno? Znam, rekel bi zelo velik, vsaj po tehle sodeč, ki so tukaj prodajali, zelo velik. Na cestih pa nisem toliko videl. Pač gospodje, ki so oblečeni kot dame. Je pa to, kaj vem,
Enostavno nekaj, kar narava drugačna, kot si pa radi predstavljamo. Ne? Vsi imamo radi, da sta dva spola in pika, ne? Pa ni tako. Ne? No, viš, tole, pač na enem delu otoka Sulavezi imajo zelo uradno 5 spolov. Ne vem, če si kdaj že slišal za to. Imaš pač normalen moški, pa normalna ženska, potem imaš ženskega moškega, pa moško žensko, pa imaš pa še enega, ki je između. 5 spolov in vsak ima svoj naziv. Zdaj se ti ne spomnim povedati kakšen, ampak svoj naziv pač. To už pa že vedel, kaj je. Tuna. No, tele tune, zdaj tukaj sem se lahko živo ogledal, kaj sploh pomeni modro repi, pa rumeno repi, tun, pa tako naprej. Dobesedno take barve repma. Enostavno. Imaš pa tam sveže primerke kakršnih koli rib, če si kaj navdušen ribič, bi tam užival 100 na uro. Ker imaš telo ogromno tržnico pokrito s temi raznimi ribami. A ja, oglasi si rekel. Greva na oglase.